Danes je v novicah poglejte. Novo šolsko leto za 195 tisoč učencev. V šolske klopi sedlo 79 tisoč dijakov. Zaradi šolarjev previdno na cesti. Lepo pozdravljeni. Danes se je za približno 195 tisoč otrok začelo novo šolsko leto. Med njimi je skoraj 21 tisoč tistih, ki se bodo šolske klopi usedli prvič. Naša ekipa je v novo poglavje v njihovih življenjih pospremila 45 prvošolčkov v Semiču. Tako so se prvič podali na pot v šolo, nekateri bolj, drugi manj nasmejani. Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič je za njih pripravila lep sprejem. Vsak je dobil svojo rumeno rutico, ki jo prvošolci pri nas nosijo že 40 let. Za sladek sprejem so poskrbeli tudi v kuhinji. Vsi so se torej potrudili, da je vstop v šolo čim lepši. To je najbolj pomembna stvar za prvošolce, saj oni zdaj pristopajo iz vrtca v šolske klopi in za njih je to en zelo tak, lahko rečemo, tudi stresen trenutek. Ampak naša naloga je, da to čim bolj umilimo in da bo za njih čim bolj prijetno. Sem vesela, da je kar lepo število naših prvošolčkov, ne samo tukaj, ampak tudi še na Štrekljevcu, jih je 8, tako da imamo kar močno generacijo prvošolcev. Občina seveda poskrbi, da so pogoji čim boljši, da je pač stavba in vse, kar otroci in pa učitelji potrebujejo, v najlepšem redu. Po sprejemu so se, zdaj že učenci, podali v svoje učilnice na prvo spoznavanje s sošolci in učiteljicami. Zakaj je lepo hoditi v šolo? Ker je lepo. Zato, ker se učimo. Zato, ko te kaj naučiti. Brati, računati in vsega. Posebno presenečenje jim je, kot že vrsto let, pripravila županja. Prebrala jim je pravljico. Letos se bomo pogovarjali o strahu, če je res tako strašen, kot se nam zdi. Tako da se že veselim, ko bom sedaj, ko se umirijo, posedejo v razredu, ko bom jim to prebrala. Ker se mi zdi to posebno doživetje, ko se človek nekako tudi odrasel obuje v njihove čevlje, lahko tako rečem. Oba z ravnateljem pa si želita drugačno šolsko leto, kot sta bili prejšnji dve. Da ne bo nobenih motilcev, da bodo se izvajali vzgojno-izobraževalne dejavnosti, tako kot je vedno bilo, in da nas ta kriza ne bi dosegla zopet oziroma njih v šoli. Samo to si želim, da bi minilo mirno in normalno, tako kot se za šolo spodobi. Da bi bilo čim bolj mirno, čim bolj uspešno, da bi se v šoli zelo dobro imeli, da bi se učenci veliko novega naučili in da bi na koncu šolskega leta vsi zadovoljno zapustili šolske klopi. V šolske klopi je davi sedlo tudi približno 79 tisoč dijakov. Kar 3500, 120 več kot lani, jih bo pridobivalo znanje na novomeškem šolskem centru, kjer smo preverili utrip med novinci. Dijaki in dijakinje so se vpisali v 4 srednje šole. Z našo kamero pa smo se pomešali med prve letnike srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole. Dijaki prihajajo iz vse Slovenije. Med njimi sta tudi Neža in Larisa iz Šmartnega in Gabrovke. Že tako me drugače vzgojiteljska ful zanima, ne? Ampak tako. Pol pa sem še ene prijatelje tle spoznala, ki so iz Novega mesta, pa so rekli, da naj pridem, pa sem šla. Jaz pa že od prvega razreda sanjam, da bi šla na vzgojiteljsko, kam rada otroke pa to. Pa pričakovanje in občutki ob začetku šole. Tako malo sem živčna, ampak drugače po moje bo fajn. Ja, tako malo na prstih, ker ne veš, če boš nove prijatelje spoznal pa to, ampak je kar lušen. Za mnenje smo povprašali še dijaka lesarske in gradbene smeri. Dobro je. Kako se počutiš? Odlično. Je bilo kaj treme, strahu? Ne. In zdaj, ko si med sošolci, tudi še vedno odlično? Da. Danes, prvi šolski dan, je bilo kaj treme, ko si se pripravljal? Malo jutro. Kaj, malo živčki delali? Da. Kako? Da. In zdaj? Zdaj je dobro. Si spoznal zdaj že nove sošolce? Sem. Kakšni občutki? Ste sami fantje tukaj? Da.
Normalno zgleda. Pa še v razred vajeniške oblike mizarja smo pokukali. Matic iz Šentjerneja nam je zaupal, zakaj ravno ta šola. Zato je to področje, ker me delo z lesom zelo veseli. Srečal sem se že z njemu in mi gre kar dobro od rok. Ja, doma sem tudi pomagal očetu, ker se malo z lesom ukvarja. Z letošnjimi vpisnimi številkami so zadovoljni, pravi ravnateljica Damjana Gruden. Več imajo denimo dijakov na vzgojiteljski in gradbeni smeri, na šoli pa skupaj 609, od tega v prvem letniku 185. Tem novim, ki prihajajo, verjamem, da je kakšna stiska ali pa strah, ker prihajajo v neznano okolje. Naš center je zelo, zelo velik, tako da nič bati, ker smo tukaj učitelji, razredniki, ki usmerjamo. Mi se bomo trudili, da jim zagotovimo varno in pa spodbudno učno okolje, v katerem bo vsak od njih lahko našel področje, v katerem želi biti odličen oziroma ki ga zanima. Mi se bomo pa z naše strani potrudili, da bomo seveda jih na tej njihovi poti motivirali. Želja vseh je skupna, šolsko leto začeti in končati v šolskih klopeh ter s čim manj omejevalnih ukrepov. Začetek šolskega leta je prinesel na ceste tudi več udeležencev, predvsem se je bistveno povečalo število pešcev na šolskih poteh. Zato je danes voznike na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini na spoštovanje cestno-prometnih predpisov opozarjalo 170 policistov. V bližini šoli na šolskih poteh je znova bistveno več mladih kot med poletjem. Mladi so tudi hitrejši, kar pomeni, da lahko pričakujemo kolesa, mopede, rolke, skiroje, vse tisto, kar mogoče v počitniškem času nismo bili navajeni. Zato je za vse ostale udeležence v prometu, predvsem tiste, ki smo v vozilih, tem bolj pomembno, da znamo to predvidevati in da smo v bližini križišč in pa prečkanj cest bistveno bolj pozorni, kot smo običajno. Policisti so sicer aktivnosti za večjo prometno varnost ob začetku šolskega leta izvajali vse poletje. Gre predvsem za preglede šolskih poti ali ustrezna prometna signalizacija. Opozarjamo vzdrževalce cest na popravilo talnih označb in pa postavitev dodatne prometne signalizacije. S šolami pa skupaj načrtujemo in pregledujemo varne poti v šolo. Tudi meritve hitrosti poostreno izvajajo že nekaj časa. Ta in prihodnji teden za varne prehode čez cesto skrbijo tudi v Združenju šoferjev in avtomehanikov Novo mesto. 1/2 uro zjutraj in 1/2 uro sredi dneva. Odkrito rečeno so se ljudje precej popravili. Včasih je bilo treba res bolj opozarjati pa štopati. Zdaj pa, ko vidi uniformo ali pa vsaj tako obleko, se vsak malo zave, da je treba malo več pozornosti. Načrtno delo različnih ustanov in organov na področju prometne varnosti daje rezultate, ugotavljajo tudi na policiji. V bližini šolskih poti in pa šol ne beležimo hujših prometnih nesreč, predvsem pa tudi ugotavljamo, kar je razveseljivo ali pa zaskrbljujoče, da so nemalokrat mlajši zgled starejšim udeležencem v cestnem prometu. Saj prometna pravila bistveno bolj spoštujejo in na to opozarjajo tudi starejše. Že vrsto let, če ne kar desetletij, v Dolenjskih Toplicah načrtujejo nov vrtec, ki bo imel svoje prostore v neposredni bližini osnovne šole. Gradbeno dovoljenje za 12-oddelčni vrtec so pridobili marca, so pa na zadnji redni seji z rebalansom zvišali sredstva namenjena za naložbo s prvotnih 180 na dobrih 300 000 evrov. Zdaj poteka javno naročilo za izbiro izvajalca. Kot je pojasnil župan Franc Vovk, so prijeli ocenjeno vrednost projekta za izvedbo. Spomnim se, ko smo se pred enim letom pa pol začeli pogovarjati, smo se pogovarjali o 3,5 milijone, zdaj je številka kar dobrih 8 milijonov. No in v bistvu s rebalansom proračuna spreminjamo na nek način dinamiko tudi sredstvo ministrstva, torej iz naslova razpisa, 1.172.000 evrov. Vrtec bi morali imeti že pred 10 leti, je na seji poudarila ena od svetnic, a je projekt iz majhnega zrasel ogromnega. Zato bi želeli več pojasnil. Da potem vemo, zakaj se bomo za teh 15 let zadolžili. Morate vedeti, da pol 15 let bo to 300-400 000 evrov na leto manj za druge investicije.
neki razgovori z bankami, namreč te investicije niti slučajno ne moramo sami brez pomoči kredita realizirati, jih ocenjujem kot zelo pozitivne. Torej kot prvo pozitivno, da se bomo sploh lahko zadolžili za tak obseg, da konec koncev druge investicije ne bodo toliko trpele. Vovk je prepričan, da bo novi vrtec služil otrokom prihodnjih 20 let. Razpis Ministrstva za šolstvo je bil za 6 oddelčnih vrtcev. Se pravi, ministrstvo je sofinanciralo 6 oddelčnih vrtcev. Mi smo se takrat morali odločiti, ali bomo zgradili 6 oddelčni vrtec in bomo čez 7-8 let imeli ponovne težave, ali pa bomo stisnili zobe. In zgradili objekt, kot ga potrebujejo. 170 otrok je v vrtcu in se zelo čuti prostorska stiska. Z novim 12-oddelčnim vrtcem pa pridobimo tudi zbornico za zaposlene, za učilnice za dodatno strokovno pomoč, senzorno sobo pridobimo. Vovk verjame, da bodo naložbo izvedli do pomladi 2024, ki je tudi rok zaradi sofinanciranja ministrstva. Nadaljujemo v Posavju. Srednjeveški dan na gradu Reichenburg si je ogledalo precejšnje število obiskovalcev, ki so se sprehodili mimo številnih stojnic ali pa se udeležili zanimivih delavnic. Letošnji dogodek je potekal v organizaciji Kulturnega doma Krško. Pomagajo pa nam Turistično društvo Brestenica, Kulturno društvo Brestenica, pa potem Bohorska konjenica, občina Krško, ki seveda podpira in sofinancira dogodek. Cel dan v bistvu na splošno je namenjen družinam in tudi delavnice, tako da si lahko otroci, pa tudi odrasli v bistvu spečejo svoje zeliščne kruhke, izdelajo mazilo proti komarjem in klopom, izdelajo si svoje milo, napišejo mogoče v posebni kaligrafski pisavi svoje ime, skratka en pester nabor. Klati vitezi so predstavljali tiskanje nekoč in orožarno. Različne vrste orožja, od, strelnega orožja, orožja na tetivo, meči, tako da ljudje malo pošlatajo, da vidijo, da tole ni tako težko, kot si mislijo, da bi bilo, ne. Srednjeveški dan bodo sicer dopolnili z novo stalno razstavo, ki bo prikazala življenje vitezov reichenburških. Na ogled bo od oktobra dalje. Za konec pa še k akciji naše televizije. 1. september je učencem in dijakom prinesel začetek novega šolskega leta, gledalkam in gledalcem pa v akciji Osebnost meseca za osebnost leta 2022 tri kandidate, ki se potegujejo za osebnost avgusta. Prvi kandidat je Jacques Eržen, kolesar novomeške Adrie Mobil, ki je pred dnevi na mladinskem svetovnem prvenstvu na velodromu v Izraelu osvojil bronasto medaljo v dirki na končni cilj in postal svetovni prvak v dirki na izpadanje. Sploh z besedami ne morem opisati, koliko mi to pomeni, ker to je res šlo toliko trdega dela in se je res zdaj čisto vse poplačalo. Družina mi je stala ob strani in ja, res neverjetno. Drugi kandidat je Lojze Ogorevc, pobudnik in vodja bosonogega pohoda po energijski poti do cerkve Svetega Vida, od koder se razprostira pogled na Brežice in okolico. Na razgibano pot se je letos podalo okrog 200 pohodnikov. Lahko rečem, da sem včeraj tudi celo pot pometel, tam cirka 3 ure, tako da je primerna za vse generacije. Iz prakse govorim, da se je pohoda udeležilo leta nazaj, tam od 3. leta pa do 80. leta. Tretji kandidat pa je Borut Turk, dirigent in mentor poletnih glasbenih uric v Straži, s katerimi bogatijo počitniške dni otrokom, ki so končali vsaj 1. razred kateregakoli glasbila v glasbeni šoli. Naš osnovni namen je, da otroci poleti igrajo na svoje inštrumente, da inštrumenti ne ležijo nekje pod mizami, da igrajo na njih, da se naučijo in navdušijo nad igranjem v orkestru in najbolj zagrete, najbolj pripadne oziroma željne igranje v velikem orkestru povabimo naš pihalni orkester Krka. Za osebnost avgusta lahko glasujete do vključno srede na naši spletni strani. Želimo vam prijeten vstop v september, šolarjem in dijakom pa uspešen začetek šolskega leta. Vsem skupaj lep večer in nasvidenje.